lepo pozdravljeni na Prleškem večeri. Projekt Tak se guči je bil izveden v sklopu Las Prlekija, pa je sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa Republike Slovenije v okviru programa razvoja podeželja. Poleg radijske rubrike Minuta za prleško narečje smo posneli tudi 10 televizijskih oddaj Učimo prleško. Naredili pa smo tudi prleški slovar narečnih besed pa frazemov. Foloček vsega tega bi vam radi predstavili na Prleškem večeri. Začeli pa ga bomo z najbolj poznano prleško pesmijo. Le kera bi lahko to bilo? Dere sen jaz mali bija, te je lušno bilo. Kolca sem po hiš potaka, varva mačkico. Tralala, 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 la 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 la, tralala, 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 la la. Dere so cigoni prišli, te je bijajoj. Te sem beža kak podgana v pormo al za gnoj. Tralala, 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 la 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 la, tralala, 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 la la. Mati so mi nabasali kruha in klobos, oča so me zapeljali v Marprok 4. klos. Tralala, 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 la 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 la, tralala, 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 la la. Hlačemo ga sem glodati v šoli 7 let, navča sem se nekaj brati šteti do 10. Tralala, 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 la 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 la, tralala, 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 la la. Zdaj ste čuli poslušalci, kakšen sem jaz vtič, vihamon kak stori zovec, samo v glavi nič. Tralala, 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 la 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 la, tralala, 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 la la. Dere smo še lahko v šolo hodili, te je res nalušno bilo. Vsakšo zaron smo se v naš ljubi Lotmerk vozili, pa lovili 7 pa 10, ko slučajno ne bi zamudili, pa še po pouki kakšo viruk coj dobili. Ja, resen je fajn po dugem cajti v Lotmerki biti. Ljutomer. Po naše Lotmerk, prestolnica Prlekije, kje živimo Prleki. Ni Štajerci, pa ni Prekmarci, kak jih dosta zamejovle. Prleki, ker jih učimo prleško. Pa nikak drugačik. Prleško narečje, ali po domoče kar prleščina, je eno od približno 50 narečij na slovenskem ozemlju. Slavisti ga uvrščajo v panonsko narečno skupino, skup s prekmorskim, haloškim pa slovensko-goriškim narečjem. Marsikdo ne ve, ka prleščina obsega malo večji falat, kak samo Ormož pa Lotmerk pa malo okole. Vsega namreč od Mure, gor do Rodencov, do hrvaške meje, pa na drugi strani vse tam do Pragerskega. Če glih vala za enotno narečje, pa prleščina niti približno nije vse posod ista. V Lotmerki gočijo drugači, kak v Ormoži. V Križovcih opet malo drugače, v Bobencih pa na Cveni še drugače, na Razkrižji pa itak opet drugače. Meni osebno je najbolj lušno, ko se prleki pogosto delimo na tiste, ki gočijo na O, recimo sem vidio, sem šo, pa na tiste, ki gočijo na A, sem vida, sem ša. Vsakši za sebe seveda trdijo, kaj je njihov guč edini pravi. Kljub vsem razlikam pa drži, ka smo prleki enotni v ten, ka smo veseljoki, pa dobrosrčni pa gostoljubni ljudje. Če te prišli k nam, te se lahko o tem prepričali tudi sami. Interesantna pa nije samo naša prleščina, ampak tudi prleške zgodbe. Vse od Matjašeka, kjer je po zimi gujde kaklo, do prleških bab, kjer so na babjen klanci pregnale Turke, pa kjer je nepozno tistih o vržencih. Eno pripoveduvle celo o tem, ko so vrženci širili svojo cerkev. Zanimiva pa je tudi povest o vaškem posebneži Šijunci. To sem Šijunčov. Tonček, doma, ženika, nekako tak bija. Oče mi pravijo tudi Črnel. Tak, če bi rekel, dosti sem po svete hodil. Nikdor sem ni
šole hodil. Tu sem bila, ni imela cajta, tako bi rekel. Mujvo mi je tudi ni šlo od ruk, tako sem te malo rjovi grota, pač po teku še je šlo. Obločil sem se teku, pač kako je bilo zime, kako je bilo mrzlega, pa toplo. Oči pa na fremte, da sem hodil, sem marsikaj doživil, marsikaj videl. Po materi spodnem tu gor na Žednik. Po oči ne vem, da sem se rodil, ne vem, so mi mati povedali, samo to je že tako dolgo, kaj te sem skoro malo pozobil. Oči pa pravijo, ko sem se rodil, tam nekaj okoli Božiča, tam 29. februara, venda, tako sem te vsak 4 leta samo rojstni dan imel. Pa če bi zato tako te računamo, znate tam nekaj 40-50 rojstnih dnevov, samo da to tako po rojstnih dnevih šteje, ne pa poletje, tako to eni ovi delajo. Veste, vsakša ves je imela kakšnega posebnega, pametnega človeka, ki je pač malo drugače razmišljal, malo drugače guča, se drugače obloča, imajo nekaj svoje navode. Pa tisti, ki so pri pameti bili, so se z njega smijali, včasih so ga cijovali. Če mene što cijova, v moji duši sem ga s palcem malo po revrah pošlata, pa vam rečem, včasih je bil bolj zgovoren, pa smo se lažje gučali. No, tako po celem svetu je tu bilo, dosti sem te hodil po nemškem, pa še tam gor malo više, pa levo, pa desno, tam med temi rodari. No, in te sem dobil en kšeft, ko moram skopati globok Studenec. Vzamem ti jaz lepo palco, vete, leskovo, to se vzamem, poiščem žilu, pa začnem kopati. Jablončuk, koplan, pa vam rečem tako, da na 2-3 mesece vode je odnikot. Šiba, pa skozi koža, tu je voda. Ja nič, jaz koplan dala, tako na 3. mesec vanda. Te pa le, ta večer je tako pride, ko je grotala nekša zemlja bolj mehko, sem ga, zdaj pa sem na žile. No, žilo pa bom zjutraj odprl drugi dan. Potegnem za štrik, me potegnejo ven, pa še drugo zaron, pa mu te šli dole. Zaron, da pridem do tiste ljukje to, pa vidim, ko z tiste ljukje plezijo nekši mali dedeke, tako malo žutkaste koža, nekših čudnih oči, pa samo so se drli, Japan! Japančuk, nekaj, kaj so tu za ljudje? Ja, nič, te se meni posvetilo, ja, tudaj, na drugi strani si zemlja ven prišel. No, tako je s tistim študencem nič ni bilo, oči meni še skozi kozalo na šibi, ko voda tam mora biti. Pa smo te tisto doj zametali, pa je bila mirna Bosna, vam rečem. No, tako sem te pomalem vandral po tudi sveti gor pa doj, tako sem na Zodja, ni na Zodja, no, samo doba delo mlinara v Lastomercih. Tam sem bil na enem malem mlini, za mlinara, pa sem te tako svojo delal. Pa te eno večer, veš, vete, kak je v mlini, tam moraš znati vse sum narediti. No, in v mlini pride tudi do tega, ko se morajo kamni klepati. To veste, ko gre, ne? Če ne, pa pridite v muzej na Storogoru, pa ste tam videli. No, in jaz lepo se pripravljam, jablončuk, nekaj na adnuk, nekaj zašumoča, pogledam, pa stoji pred mano veliki kosmoti ded, tako zeline hlače je imel, pa rdeči sukjo, kosmoti, na glavi je imel žuto kapo, pa 2 rogličev. Mate sveta, sem si mislil, pa je tu neč, da pa rok je šalo zdaj. No, in te, tudi ded pravi, češ Jonac, vira se ven, cajt je prišel, ko mi doš dušo. Koga sem prav? Rekel, spoti se tek, da sem ti pomagal pri tistem študence, si mi dušo obljubil, češ to skupaj. No, vidite, tako, in zdaj je prišel cajt.
sem rekel, tu nek pja, da pa pomalam. Tu ne moreš samo tako dušo dati pa tu. Pa sem se sputal. Sem rekel, veš kaj, dobro, ti si prišel, ti si tu, nimam tu drugo, kaj? Lahko, zdaj samo se zgučimo, pogledaj. Jaz sem sredi delo, moram to delo fartik narediti, moram kamne sklepati, če paš mi pomoga, pa bomo to hitro naredila, te pa gremo. Res sem, tako, vidite, kako to gre, ne? Kamne, mlinski kamen, doj zmontiraš, daneš na mango, lepo zdigneš, podložiš, kamen doj vzameš, ga lepo nasekaš, tako kako to mora biti. Sem rekel, veš, jaz smo kamen na mango zdignil, ti pa kajlo podstavi med kamna dvo, ne? In zdaj pa kajlo tako preci dolgo bilo, sem prav tekel, ko se to nada strlo, ne? Lepo porini, da mu zdignil. In res sem, porina, tisto, jaz zdignem, porina kajlo notre, v tistem pa spustim mango. In vrage je prijelo obe ruki. In je ni več nikom mogel, ne? Meni je včasih lažje bilo, sem prav, no, tak, vidiš, ti ne moreš nič, kaj bi zdaj ti rad, zdaj pa povej. Češ me dušo pusto, pa zgina, pa se nikoli več od zglosa pri mene, temu ti roke spusta, če ni pa števin. In je res sem začel prositi, obačal mi je, da nareda, sem rekel, če sem jaz besedo držal, boš ti tudi. In te sem lepo pomalan mango zdignil, vrag je potegnil roke ven, te pa se je zabliskalo, zgrnilo, takšni pošum. In najednou je tudi dek v oblake rdečega dima zginil. Tak, jaz sem kamne nasekal, pa dušo rešil. Prle, ki radi gučimo, še rajši pa kaj dobrega pojemo. Poznaš tisto, zobl pa luk. Joj, naj ti mi ne guči hrone, ko še bolj nočno grotala. Sicer pa zdaj bi mi prav pasala eno poštržjača, ali pa ajdu v kropec. To var resen. No, zadosti o ten. Tu ste si lahko gledalci poglednuli na eni izmed naših televizijskih oddaj. Gremo midva zdaj nazaj k našemi večeri. Ja, kak si pred rekel, prleška duša znov poslušati srce in ustvarjati. Tu se vse posodi vide. V naših koncih imamo puno folklornih društev, pevskih zborov, glasbenih skupin, kjer ustvarjajo v prleščini ali pa ohranjajo prleško kulturno dediščino. Tukaj sem doma, so druge na vodu, tukaj sem doma, se način živi. Nega obražuj, zdive na grodu, zemlja brez švica se sigdi kadu. Tukaj sem doma, se kople pa orje, oknom gvarole z obrestmi nazaj. Vino je svetlo, temno je olje, sedmi se k mizi, pa vzemi si kaj. Tikvino olje na piro korvleli, tikvino olje direktno iz flaše, vaj pa miži, pa z lištom pojeli, tikvino olje po vsodi gor paše. Tukaj sem doma, boš najša človeka, lačen pa žeden, namreš odnos. Še boš rad prišel, pa drugim povedal, ki sta na kupi tak pasek, kak špas. Tukaj sem doma, se smejih, da se dela, lepih pa kuštnih ljudi ne hvali. Glava je zdrava, pesen vesela, najbolj od vsega pa jesti diši. Tikvino olje na vsakšo šelot, tikvino olje na vsakšo meso, tikvino olje za zdravo prostato, tikvino olje za lepšo telo. Hej!
bom stori zveriženi grob, da rada k sebi zazova me Bog. Tede se eden na župnika sputa, kade se zglosa še z oljon po krogu. Župnik ne krila, drugi molil, jaz pa bom z neba se zajdih besed. S tikvenim oljom me butl mazil, kabor pridiša na drugi bom svet. Tikvino olje na krop gorble, tikvino olje direktno iz flaše, pahaj pa miš, pa dale se smej, tikvino olje povsodi gorbaše. Aj, 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 Tretji javni poziv Las Prlekija, ki ga sofinancirata Republika Slovenija iz programa Podeželja in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, je na GFML prinesla nov projekt oziroma novo operacijo z naslovom Tak se uči. Projekt je potekal v sodelovanju s Kulturnim društvom za zaščito naravne in kulturne dediščine Sveti Jurij v Puščavnici. Za izvedbo te operacije smo šteli prebivalce Prlekije, zlasti mlade generacije, ozavestiti o pomenu rabe narečij za ohranjanje prleške identitete prebivalcev, ki posledično vpliva na boljšo kvaliteto življenja, ter lahko zmanjša beg možganov, ko nam torej naša deca ne bi odišla v tujino. V cajti od decembra 2019 pa do danes nam je, kljub epidemiji COVID-19, ki nam je sicer precej krožljala živce, saj smo Prleki družabni ljudje, ki radi kakšno rečemo ob dobri pijači pa jedači, pa ki radi zaplešemo, doseči to, kaj smo šteli. Smo pa Prleki tudi žilavi ljudje, pa smo se ne dali, pa pač tudi to naredili nadaljavo. Tako nam je uspelo doseči naslednje cilje. Najprej smo si mogli nabaviti opremo za snemanje, ko smo te lahko posneli pa zmontirali 21 radijskih oddaj Glas GFML z rubriko Minuta za prleško narečje, pa tudi 10 televizijskih oddaj aktualno na GFML z rubriko Gučimo prleško. Radijska oddaja se vrtela na Radio Maxi pa Radio Murski val, televizijska pa na TV Ideja. Seveda pa vse skup najdete tudi na naši spletni strani. Za ziher, ko se ne bi kaj zgubilo pa pozobilo, pa smo vse skup zapisali še na DVD. Naša deca so pri pouki zbrali prleške besede in jim dodali svoje slengovske izraze in tak je grota slovar prleškega narečja, ki so ga naša druga deca polepšala še svojimi lepimi risbicami. Uspelo pa nam je doseči tudi naslednje kazalnike operacije. Vključiti nam je grotalo več kot 50 mladih na območju Las Prlekija. Ker pa je prleščina zanimiv jezik, so se rade volje vključili tudi drugi Čehi pa Puce, ki hodijo na našo šolo. Pa seveda tudi starejši ljudje, ki so nam povedali kaj o običajih, ki jih mi mladi že malo meje poznamo. Tako smo poskrbeli, ko naša deca ne dopozobili reči dober dan pa Bog žegne, pa kot bodo rade volje rekli, ko so doma z Prlekije. V prleškem slovori najdemo naslednje besede. V totih cajtih je fez pomembno, ko pojemo dosti vitaminov. Prleki rečemo, ko jemo dosti mrkevce. To pomeni korenček. Še kakšen primer tega pa je, zovec mi je vkradno mrkevco. Težavam pa problemom rečemo nevola. Sama nevola delaš, ali pa neka nevola, prletin. Gnezden nam je vse žmetno. To pomeni, da nam je dan danes vse težko. V prleškem slovori pa najdemo tudi besedo lušten. Naprimer, pogledni ovega, kak je lušen. Kar pomeni, poglej ga, kako je privlačen.
Svoten hemposten cajti pa bi še ja šla plesat, pa magari k folklori, samo ko bi se lahko skon družilo. Najč mi ne guče. Že tako je hudo, ko se ne moremo družiti. Zdaj pa si misli, kak je le hudo za nos prleke, ki smo znoni potem, ko smo radi v Kuper. Ja, to pa resen znamo. Dobro znamo organizirati gasilske veselice, sajem po celem Lotmarki, poletje v Ormoži ali pa Miholov cajem v Vržeji. Ja, marsikeri stori običaj, obrt ali pa storo tradicijo znamo ohranjati. Če govorimo o prleških običajih, pa o šegah, pa o delovnih navadah, se dostikrat spotimo v mesarijo. Ker mesarija je nekda bila veki svetek, zato so nikdor klali ni na petek. Mesorilo se je navodno po zimi, dedi so prišli k hiši že za ron, za cajta v teme, te so prvo požganičili, te pa so šli v hlev po pujceka. In tu okoli je bila navoda, ko so jim kakšni vaški faloti po noči že dveri doj zaškrnili ali pa doj zabili, tako so se prvo mesori s tistim ubadali, ne. Te pa, kda so prišli do pujceka, te so ga vrgli, mesor ga je štihna. Ena stora šega je bila tudi, ko si je gor na špic od zabodjoka, to je totega noža, natek na česnek, ko je bil nož še teko bolj smrtonosen. Te pa so ga seveda, kdo ga je štihna, te je gospodija že imela leseno krnico, pa notri žegnano sol, pa je v tisto lovila krv. Je mešala, ko so jo imeli potli za črne koline. Kdo so prašička ven potegnili, so ga djali na trage. Je pa še bila ena stora navoda, ko so na tisto mesto, ki je bil v štali pujcek, v hlevi pujcek, tam so vrgli en veki pen ali pa štur. To pa zato, ko bi tudi naslednji pujcek bil tak debeli, kak je bil toti. No, kdo so ga djali na trage, te so ga nesli v hišo, pa ga djali na stolico, ko so začeli mesoriti. Tam so bili poleg deca so navodno z skalami, se pravi s treskami svetili, ko so mesori videli delati, in zato so oni dobili potli ribico. Se pravi, mesarija je bila resen veki svetek, ki celo deca so tisti dan v šolo ne šli, tako je bilo po večinoma. Tako da so začeli kožo dojemati, te so mogli pasko imeti, ko so ni prerezali, ko je bila koža na konci cela, ko so te jo pelali lahko na odkup, pa so te za tiste peneze lahko kupili sol, pa prper, pa tote žmahala, ki so jih nucali potli pri klobosah pa kolinah. Kda so začeli špeh dojemati, te je navodno mesor, ki je bil nabrit, reka, deci, zdaj pa morate fejst zijati, bolj te zijali, bolj da debeli špeh, ne. Tako mesori so bili tako ali tako zelo nabriti ljudje, ne, za vse. Hece so bili, so se naštimovali eno pa drugo, zato so včasih tudi rekli, ko pravi mesor prvo pehne svijo, te pa še gospodijo, ne. Tako so se te hecali med zmes, pa tako, te so začeli trančirati, kdo je bil špeh, kdo je vzeti. Te je tudi vsakši falat meso imel svoje ime. Naprimer, bila je hamica, ker je mesor zaslužil, kdo je prišel mesorit. Te je bila naročnica, te je bila ena kost, ki se je reklo hamer, te je bila tudi zovec. Bila je tudi ena čunta, ki so jo odrezali, ki se je reklo mačiha. Tista čunta je dobila ime po tem, ko je nekda mačiha štela dati svoji deci, se pravi svoji posvojeni deci jesti, te pa še predka, ki je toto čunto dola, še je ona zobmi meso doj potegnila. Zato se na tisti čunti mačihi vidita še takša dvorisa od zoba, ki je ona doj potegnila. No, te pa, kda so razpravili, pa raztrančirali, pa vse, te pa so šli potli po malem klobos delati, pa kolin. Teči so bili mesori za hece, te so še deci rekli, ko morajo iti po meru za klobose, k sosedovin. Te so deca navodno šli, pa so tako ni vedeli, po kaj so prišli, ne. Te so jim navodno dali kakšen obroč od pičela, ali pa kakšno štumfo z plevami naphano, pa kakšen liter vina k coj. Tu pa je eden stori Štefan bija, on pa je navodno, kdo so po meru za klobose prišli, da deci ne žmečiši mocel, ali ne žmečiši ceja, kaj ga je imel, ko so mogli te vlečiti. No, te pa so tisto naredili fertik. Rekli pa so nekda, kada mesarije fertik tek, da se mehur posuša. Mehir pa so djali, kdo so ga vzeli, so ga napihnili, pa so ga djali na krušno peč in te so rekli, da je suhi, te je fertik mesarije. In te so se kakšni domoči, ki so bili tudi bolj nabriti, znešli, pa so tisti mehur hodili močit, kaj duže bija vuhki, kaj bi duže mesarija trajala, ne. Duže trpela, ja. No, do pa bilo konec, te pa so prišli sosedje, pa kakša žlohta, pa so te tistega pujceka veselo jeli.
zato pa so tudi nekdaj rekli, koline so najboljše gostuvaje. Zato, ker na gostuvaje, če greš, moraš pločati, na korminah moraš moliti, na mesariji pa samo dobro ješ pa piješ. Lepo je, ko ohranjamo našo prleščino, pa stare običaje. Pa ko znamo ustvariti tudi kaj novega. Dnes je z nami kar nekaj prleških ustvarjalcev, kjer ponesajo našo prleščino po celi Sloveniji. Vsi poznamo znanega pesnika Marka Kočarja, pravega nabritega prleka. Njegovimi spomini smo se poklonili tudi z eno od naših oddaj. Nekda sveta vrablec vede, te še nisem bil živ. Zemlja bila je v nekši kredi, voda pa na mestu jiv. Veka voda, celo morje tijan v Mađarsko ta prek. Negi tuki japec orje pa je lekič bija brek. Dinozauri so živeli, hrosti je prav so gnezdo imeli. Mršča grota je vulkan, pa jih dnes več nega tam. Dugo potli enkrat v lesi mlodi opičjak je pleza, pa podočki pri potresi na keblačo doje vreza. Tak je prli prlek grota. Vino pitek se je zva. Malo se je v jorkih kota, malo pa je rovno ša. Brajda je za kučo meja, pa rad je krvovo gleja. Kak pa vino tudi greje, zeblo jega nikdar ne je. Pa je bugac zemljo trosa, pa je prlek ter se znosa v kraj od morja, gor v gorice, ki so zrosle ven z ravnice. Pač bili so takšni cajti. Včera luk je gnes bregače. Kak se če ti morje znajti, dere breg mu nekam skoče. Pa je reklo, zdaj pa dosta, nečem biti ocean. Balaton je vogron osta, mura s čovnico pa nan. A kak se vse ponovla, vete vidli, kaj še bo? Mura rada pije poplovla, ve edno kde vdrapnilo. Pa smo priromali do konca našega večera. Bilo je zanimivo, veselo, razgibano, pa lušno. Tako kak je prlekija. Pa mi, prlečke, pa prleke. Dnešni večer lahko končamo z enim primerom iz prleškega slovora, kjerega smo tudi skupaj spravili. Lahko noč, pa eno buho na pomoč, pa enega buhoka, kade... No, dale pa se nam spodobi gučati. Pravi prleki vemo, kak se nadaljuvle. Poslavljamo pa se s pesmijo našega klenega prleka Tadeja Vesenjaka. Pa srečno! Vina zima, mraz pa sneg, kmet ma cajta prek. Šurc na klin, pa črevle v pot, drva v peč, pa fajn komod. V mirišti je kmečki glas, s prstom roble v širki nos. Spiskra sladko, jurko cuca, pa na sveti nič ne ljuca. Te pa vidi, kak na kruhi se onega ta dve muhi. Ide luzek 300 vrogi, ka boš gleda, cojne snogi. Zrola človek kmečki glas, švajzne prek pognusih blos. Pa je mušjak čreva pusta,
glih predsedniki na usta. Muho pa še častni krok, trajsa s polovico tok. Ljubi dane, ti si zmaj, prišlo mi je